Zgodbe o Butalcih so, kljub temu, da so nastale pred toliko časa, še vedno zanimive, zabavne in tudi aktualne. Fran Milčinski, njihov avtor, je zapisal, da so se tistega leta, ko sta bili 2 kravi za en par, Butalci skregali s pametjo. In veste, kdo je zmagal? Ja, Butalci seveda, ne pamet, taki so pač. Pa je bil v Butalah župan in je imel pastirja in je pastir gnal županove ovce na pašo. 19 jih je zjutraj odgnal in 18 jih je prignal nazaj v hlev. Pa pravi župan: "Ena manjka, kam si jo dal?" "Nak, vse so," pravi pastir. Župan prešteje ovce še en pot. 18 jih je. 19, se odreže pastir. Pa pravi župan: "Ne vem, če si tako zabit, da ne poznaš števila, ali si tako trmast. Daj, stopi po občinske može, naj pridejo sem, 16 jih je, pripelji še policaja, jih bo 17, midva sva 2, nas bo vsega skupaj 19. Pa bomo zgrabili vsak svojo ovco, in če bo vsakemu ena v rokah ostala, jih je 19, drugače jih pa ni." Tako se je tudi zgodilo. Prišli so občinski možje, prišel je tudi butalski policaj, župan in pastir, vseh skupaj je bilo 19. Župan je dal znak: "Zdaj." Pa so možje pohiteli in zgrabili najbližjo ovco in so bili zelo pošteni in zanesljivi. Nikdo ni zgrabil 2, pa se je pokazalo. Policaj je ostal praznih rok. "No, vidiš," je rekel župan, "ti trmasta, policaj nima ovce, 18 jih je." "Nak," je rekel pastir, "policaj je šema, 19 je ovc, zakaj pa ni policaj pohitel in pograbil takrat ovce, ko jih je še kaj bilo in je bil še pravi čas?" No, jaz bi k temu dodala, da niso imeli težav s štetjem samo Butalci v Butalah. Še dandanašnji smo marsikdaj priča, ko štetje in preštevanje povzročata številne težave in zaplete. S to zgodbo se vaše pravljičarke Gusta, Lidija, Irena, Majda in jaz Metka do jeseni poslavljamo od vas. Želimo vam lepe, zanimive, tople poletne dni in v jeseni si res želimo, da se srečamo v živo z našimi pravljicami. Srečno!